Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o demonih. Kdo so bili demoni? No, ljudje imamo predstavo, da demoni so neka grozna, strašna bitja, ki nagajajo, ki namenoma obsedajo ljudi in jih izkoriščajo, da so zlobni, da so to zlobna bitja. No, resnica je pa spet drugačna, kot smo že večkrat zvedeli v teh videoposnetkih, da tisto, kar na prvi pogled zgleda lepo, prijetno, bleščeče, se pokaže kot najbolj zavajajoče in zlobno. In obratno, tudi demoni, ki so bili v človeški domišljiji kot neka predstava zlobnega, grdega, hudobnega bitja, so se pokazali kot najbolj odgovorna bitja, ki se niso hotela pustiti preslepiti in ponižati in postati sužnji duhovne hierarhije. Tako demoni kot nebesna bitja, kot so angeli ali duhovni vodniki ali varuhi, so vse enakovredna živa bitja, ker v onostranstvu izven tega fizičnega sveta, ko umreš, zapustiš fizično telo in si nazaj povrneš primarno to nekako duhovno obliko. Pravijo, da izgledamo v duhovnem smislu kot neka jajčaste oblike. Ampak seveda se lahko tudi to obliko tam prilagodi enostavno z tem, da si predstavljaš, da imaš neko obliko. In ko so nekateri ljudje na tem svetu živeli in so spregledali ta slepila duhovne hierarhije, religij, gurujev, vedeževalcev in podobno, in so začela zastavljati vprašanja, želela priti do prave resnice. Ko so potem taka bitja umrla, so jih prepoznali kot preveč nevarne za obstoj duhovne hierarhije, za obstoj tega sistema nadzorovanja in zasužnjevanja, in zato so jih zaklenili v te nižje dimenzije nebes, kjer je bilo manj oziroma skoraj nič dostopa do teh energij, ki so se kanalizirale iz človeških teles. To so energije, ki se povzročijo kot misli in kot čustvene reakcije. Demoni so bili torej izolirani, da ne bi imeli vpliva na druga bitja, da ne bi mogli svoje zavedanje širiti do drugih, da ne bi mogli pokvariti načrt te duhovne hierarhije, in posledično so morali iskati alternativne vire dostopa do energij in so neposredno obsedali ljudi oziroma človeška fizična telesa. Demoni so imeli torej največji stik z to fizično dimenzijo, so bili najbolj v stiku z realnostjo, ker fizična dimenzija je edina realnost, vse nebesne energetske dimenzije pa so bilo neke vrste iluzija. In demoni so bili posamezniki bitja, ki so bili neustrašni, ki se niso bali, kajti višje, ko so bila duhovna bitja v duhovni hierarhiji, bolj so bila v strahospoštovanju pred tem najvišjim bitjem, ki je igral vlogo vrhovnega boga. Zato so tudi te višja bitja potem prihajala občasno v demonske dimenzije, da bi poskušala demone prepričati, da naj pridajo v višje dimenzije, da jim v nekem smislu operijo
možgane, čeprav pač možganov fizičnih ni bilo, ampak nekako je bilo možno bitja spraviti v neko vrsto zombificiranega stanja, v neko vrsto hipnozo, da se jih očisti, da se jih resetira, tako da nimajo več moči vplivanja na druge. Ampak ko so ta višja bitja prišla do demonov, se jih demoni seveda niso bali, ravno obratno je bilo, tista bitja so se bala demonov, ker so bila prepričanja, da so demoni nečisti, da morajo ohraniti oni sami svojo visoko vibracijo. Demoni pa so imeli seveda večjo moč kot oni, če so pač ta bitja prišla v demonsko dimenzijo. Demoni sami niso mogli ven iz te dimenzije. In so potem demoni tudi, ker so bila ta bitja iz energije, so jih tudi kar enostavno pojedli. Da so se nasitili z njihovo energijo. Tako da nekateri demoni so imeli v sebi tudi več teh bitij, nekako ujetih, zaklenjenih, pojedenih. In to je bilo zelo zanimivo, kaj se je dogajalo v onostranstvu. Skratka, ravno demoni so tista bitja, ki so najbolj dobrohotna, iskrena, ki imajo največ zdrave pameti, ki se ne pustijo preslepiti. Vsa duhovna hierarhija, angeli, v nebo vzeti mojstri, guruji in ta bitja z tem vrhovnim bogom Anujem na čelu pa so bili prevarantska bitja, ki so nas vlekla za nos. Več o teh informacijah lahko zveste v povezavah tega videoposnetka, tako da si le pogledajte te opise, pogledajte si ta odkritja, kako je prišlo do teh odkritij in se nam pridružite pri razkrivanju skrivnosti stvarstva, kajti zelo zanimivo bo še v prihodnosti. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.